Prejeli ste priznanje zelene destinacije. Kaj ste storili, da ste jo dobili to visoko priznanje? Zelena destinacija pomeni plod dolgotrajnega dela, pa predvsem dobrega dela naših številnih turističnih delavcev. Moram reči, da ne jemljem te nagrade predvsem ne občinsko in predvsem ne samo za Škofjo Loko, ampak nekako moramo celo destinacijo na Loškem jemati kompletno, pa kompleksno, tako da sigurno sta Poljanska in Sevška dolina tudi zelo pomembni za to, da smo to prijeli. Po drugi strani pa menim, da imamo veliko novih produktov. Vsako leto skušamo pripraviti kakšno novo turistično pot. V lanskem letu smo tako odprli virtualno pot očeta Romualda, ki še ni polno zaživela, nekako do naslednjega škofjeloškega pasijona 2021 bo pa že v polnem teku. Upam, da do takrat bomo tudi marsikaj postorili še na naslednjih 3 področjih: izboljšanje kolesarskih povezav in medobčinskih kolesarskih povezav v okviru območja porečja reke Sore, pa seveda nova počivališča in parkirišča za avtodomove in nujno rabimo seveda nove počitniške zmogljivosti. 2 objekta sta v sklepni fazi, da jih bosta lastnika zaključila na območju starega mestnega jedra. Upam, da že do konca letošnjega leta. Potem nam pa ostane še gradnja hotela oziroma adaptacija hotela, za katerega se že javljajo novi prevzemniki. Moramo pa še sodniško urediti funkcionalno zemljišče. Občina Škofja Loka kot lastnik funkcionalnega zemljišča in pa Zavarovalnica Triglav kot lastnik hotela smo našli rešitev, zdaj pa morajo zmleči sodni mlini. Upam tudi, da do konca letošnjega leta bo to urejeno in bomo lahko v naslednjem letu že začeli z adaptacijo. Vaše cenjeno ime in priimek ter funkcija? Miha Ješe, župan občine Škofja Loka. Moram reči, da izjemno dobro sodelujemo tudi z ostalimi 3 župani z Loškega in to je pogoj za uspeh in sem prepričan, da se bomo v prihodnje potegovali mogoče tudi za zlato priznanje, vendar zato nam manjka še nekaj bistvenih sestavin, predvsem en lep hotel in pa seveda tudi nagrada posameznega nastanitvenega objekta, kakršnih je bilo danes tukaj 11. Sicer pa je treba dodati, v okviru Slovenije so bila samo 3 priznanja, 3 zlata priznanja in sem zelo vesel, da je med njimi tudi prejemnik Bled, pa seveda Primorci s Štanjelom, to se pravi občina Komen in pa Rogaška Slatina. Čestitam jim in jim želim, da nam bodo dali dobro prakso, da se jim približal.